Dober večer, spoštovano občestvo. Iskreno dobrodošli v hiši sanjajočih knjig. Dobrodošlica prav iz srca gre spoštovanima gostoma, kakopak, enakovredno vam, da ne boste užaljeni. Z nami sta pater Karel Kržan in Adi Smolar. Dobrodošli. Iz norosti v novost, iz vragobnosti v svetlobo, naj bo to vodilo nocojšnjega snidenja. Saj vimo, smo sužnji družinskih ekonomij, neformalnih sektorjev globalne ekonomije in vendar smo vselej najprvo sužnji hrematizma. V postmodernem gospodarstvu spet in spet hlapčujemo peščici, ki ima pravico vladati. V viharju bolesti človečanstva si pater Karel Kržan ali Karli zame spisal 95 tez, ki vzpodbujajo evolucijski, odrešenski korak. Kako vzvaloviti reformacijskega duha je vprašanje, ki se tu in zdaj vsiljuje. Je pa res, da nekoliko obsežno za uvodno sekvenco. Pa se sprašujem, ali ti vrš tam besedo, ali spregovori Adi. Adi. Kot pričakovano, najprej spregovori Adi. No, ja. Hvala lepa. Vse bo on dovolj govoril tudi. Jaz sem izjemno počaščen, tako da ne bi zdaj izpalo, da sem zdaj jaz tu nekaj. Jaz sem počaščen, ker me je Karl povabil, da sodelujemo. Vedno znova ga občudujem, zaradi tega, ker gre za človeka, ki tako pretanjeno se lahko poglablja v razne plati našega življenja, odnosov in to potem tudi izrazi v knjigah svojih. To ni dano vsakomur, tako da je vredno vsake pohvale in pa spoštovanja njegovo delo. In bom začel bolj sproščeno, potem bom se navezoval na to tematiko, ki jo on opisuje, ampak nekako v čast tebi, pa v tvojem ustvarjanju bi zapravo pesem je treba delati. Zato, ker dela dobro sebi, dela dobro drugim, hkrati pa nenehno delati na tem, da iz sebe narediš dobrega človeka. V tem je zame osebno smisel življenja, iz sebe narediti dobrega človeka. In če z svojim delom posrečuješ, vzgajaš tudi potolažiš druge, toliko bolje. In to jaz verjamem, da oba počneva. Torej, je treba delati za spodbudo vsem nam, da bomo polni energije stopali skozi življenje in, kot sem dejal, iz sebe naredili dobre ljudi. Je treba delati. Se vete. Je treba delati. Če hočeš kaj postati, je treba delati. Če hočeš karkoli znati, je treba delati. Na svetu je pač tako, je treba delati. Z lufta padlo nič ne bo, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Je treba delati. Če hočeš nekam priti, je treba delati. Če hočeš pameten biti, je treba delati. Po svojih najboljših močeh je treba delati. Brez del je zapeljete v greh, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da mir stoji. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira. Čisto nič pri miru ni, je treba delati. Se vsak atom vrti, je treba delati. Se vsaka celica deli, je treba delati. Vsakdo si zapomni naj, je treba delati. Delo krepi telo in značaj, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Je treba delati, ne pa zijala past, je treba delati. Pošteno, ne pa krast, je treba delati. Ne se dela bat, je treba delati. Počasi, včasih pa garat, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi. Če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljo rine. Čisto nič pri miru ni, je treba delati.
ne pa okol ga srat, je treba delat, ne pa mamila jemat, je treba delat, pa lepše boš živel, je treba delat, pa življenje rad boš imel, je treba delat, delat, koliko se le da. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal, ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva, živa leta so mi šteta in vsake mi je ure žal, je treba delat, to pomeni, da si živ, lepo je delat, pa gledat, kar si naredil, je treba delat, da smiselno živiš, je treba delat, da za sabo kaj pustiš, je treba delat, ja delat, kolikor se le da. Je treba delat, kolikor se le da. Smo si zapomnili? Je treba delat, kolikor se le da. Zdaj pa zaposlati drag, je treba delat, kolikor se le da. Lepa hvala, Adi. V vesolju, ki se pospešeno širi, je treba delati, smo se strinjali vsi. Delati na čem točno, to pa utegnemo izvedeti v naslednjih trenutkih, če naj se reformacijska ali recimo temu prerojevalna gladina ozdrami. Kapitalistična struktura proizvaja nepravičnost in nasilje. To vemo, ali še bolj to čutimo. Okovje hematizma si tebe, mene, pravzaprav slehernika nasilno podreja. Nasilje je denimo v utrjevanju lastninske pravice, nasilje je v želji podrediti si. Dobra novica za vojaško ekonomijo je vedno dobra novica za gospodarstvo, nad vse zaskrbljujoče. Nasilje strukture, ki je preupila vse druge, je vse naokoli. Kako se mu postaviti po robu, Karli? In ali je prekmalu reči, da bi zmaja prav lahko premagali, ako ga bomo kratko malo izsmejali? Hvala, Tjaša, hvala Adi, hvala vsem, da se lahko nocoj družimo skupaj. Ja, pomembno je izsmejati, ne? Pomembno je pred smehom ozavestiti, si razčistiti in ugotoviti, da je to, kar je na svetu, se vpraščam izrazu noro, pač vredno, da norost izsmejiš, kajti vstopiti v dialog z norostjo in ji dopovedovati, da je nora, pomeni, da postane sam. Malčke nor, ne, jaz sem nor. Ja. Ampak zato je pomembno, recimo, v tej norosti uporabiti en zelo učinkovit prijem, ki reče smeh, smejati se, ironizirati, privoščiti si. Najprej si privoščiti vpogled v lastno realnost in si dovoliti, da na eno stran si, na drugo stran te je manj in si dovoliti, da si hudomušen najprej do samega sebe. Da si dovoli smeh na svoj račun, tisti smeh, ki te osvobaja, tisti smeh, ki ti omogoča, da ne bomo nihče mogel na tvoji šibkosti manipulirati ali te na tvoji šibkosti celo izrabljati. In potem, ko si pridobil veščino zdrave ironije, ki se začne samo ironijo, je potrebno seveda zaradi odgovornosti do sebe, kajti v tebi je vse, se te dotika vse, stopiti v razkošje ironizacije tudi do vsega tistega, kar te v življenju obdaja. In videti to, kar je dobro in je vredno, in to vredno najprej potrditi, potem se pa smejati nad norostjo časa in prostora. Predvsem se je treba smejati tistim, ki jemljejo, ki hočejo, da jih jemljemo strašno zares, ker je to način njihove manipulacije. Prestrašiti, nas zresniti, da bomo jemali zares to, kar nam oni dopovedujo in govorijo kot pametno in kot edino nasploh možno resnico. Ne, tam, ker slišite, edina možna resnica, se je treba smejati. Kajti tudi tista resnica, ki jo pišemo
z veliko začetnico, je presežna in je skupek nas vseh, je v tisti enosti, ki je ljubezen. In ko vidimo, da karkoli skruni to ljubezen, da ne onečašča to ljubezen, se je treba smejati. Najbolj tistim razglašenim resnicam, ki povzročajo okoli nas toliko očitne bolečine. In to je tisto, kar si ti, Tjaša, že omenila. Tako imenovani koncept, zaradi katerega so nastale te teze. Te teze, ki jih želijo, čeprav so pisane, tudi nekaj tez je o pomembnosti smeha, ampak čeprav so pisane z odgovornostjo, tudi z resnostjo, ki želijo na nek način spodnesti v smehu in v samozavesti tega malika, ki povzroča toliko zla in toliko bolečine. In to je zame, jaz pravim, da je to največja prevara, ki trenutno preveva svet. Največja prevara je pa zato, ker je postala ta prevara samoumevnost. Ker se v tej prevari sploh ne sprašujemo. Ker je ta prevara tako pretkana in spretna, da pravzaprav niti ne razumemo jezika te prevare. In ta prevara, kot je rekla Tjaša, je tako imenovani hrematizem. Že stari motreci so to jasno ločili, kaj je ekonomija, ki je skrb za dom, že pomeni besede. Pomeni poskrbeti za slehernika. In kaj je tako imenovani hrematizem, ki pa pomeni, da večina kopiči za izbrance, ki spretno manipulirajo večino in pri tem vzbujajo večini celo občutek krivde, občutke grešnosti, občutke neprimernosti, občutke, da so sami krivi za pekel, sredi katerega morajo živeti. Zopret takšno teorijo, zopret takšno teologijo je pred 500 leti Martin Luther zapisal 95 tez. In danes je čas, da po 500 letih zopet izrečemo teze, ki bodo jasno razkrinkale globalno prevaro časa in prostora. In jih obesimo na vrata svetišča neoliberalnega kapitalizma in mu povemo, da se tako več ne gremo, da je preveč žrtev, da je treba zaradi teh žrtev spregovoriti in spodnesti ta sistem ne z vojno in z revolucijo, kajti to nam bodo oni sami ponudili, da sprostijo evolucijsko napetost, ki se je najbolj bojijo. Oni hočejo naš medsebojni spopad. Oni ta medsebojni spopad nenehno spodbujajo. Oni nam ga nenehno vizualizirajo, da bi ob danem trenutku bili mi bolj vešči, če ne v praksi pa v glavah, kako se drug proti drugemu borimo, tisti borbi, ko je potem en zmagovalec, ker je pohodil in porazil drugega. Ne, mi se več tak ne gremo. Mora odklenkati zaradi žrtvom tem manipulacijam. In je jasno treba povedati, kaj je ekonomija, ko poskrbi za vse. In kar je zločesti hrematizem, ki se danes izdaja za ekonomijo. Torej, zver se je oblekla v izraz ekonomija. Ampak ta zverina nima z ekonomijo nič. Pa čeprav jo študirajo na ekonomskih fakultetah, čeprav nam jo kar naprej utrjujejo v naši miselni shemi, nič nima z ekonomijo. Mi bomo morali ekonomijo ponovno domisliti, ekonomijo, kako dejansko ta odnos poskrbeti za vse, upeljati ne samo v prakso, ampak tudi v glave tako imenovanih ekonomistov, ker so po večini hrematisti. Izvežbani za hrematizem. In tudi našim politikom, ki naj bi skrbeli za javni blagor, bo potrebno povedati, da pač, če so skrbniki za javni blagor, naj presneto ne skrbijo toliko za izbrance, ampak za tiste, ki so odvisni od njihovega početja, pa naj bodo to ljudje ali naj bodo to živali. Končno je čas, da se prebudimo. Končno je čas, da spregovorimo. Končno je čas, da se smejimo. Končno je čas, da v smehu spodnesemo to norost, ki se razglaša za pametnost. To krivičnost,
ki se raznaglaša za edino možno rešitev, pa to ni. Zvečkrat pomislim tudi zato, ker je tudi danes, kot vsak dan, umrlo čez 30.000 otrok, v povprečju 36.000 otrok, zaradi koncepta sveta, ki ni ekonomija, ampak je zločinski koncept, hematizem, ki ga ne najdete niti v slovarju tujk, ker se je tako spretno prelovil v edino možno rešitev za ta svet. Jaz bi vas zdaj rad povabil k velikemu smehu, da končno to oslarijo, ki nam jo razlagajo, izsmejimo. Imamo na 100.000 doktorjev ekonomije, ki to niso. Ali pa nimajo pravega vpliva. Torej, nimamo politikov, ki bi skrbeli za ekonomijo. Karkoli že nekaj s tem svetom narobe, je čas, da to ozavestimo, in zato so zapisane te teze, kot izhodišče, da ozavestimo in se smejimo in zadnjem pojmu. Ker jaz sem tako vesel, da Adija poznam, pa da so prijatelja, ker on me skozi tako čutim, da nisem sam. Ko ti poješ, čutim, da nisem sam in mislim, da to ne čutim sam jaz, ampak da vsak izmed vas, ki zaznava utrip tega časa in prostora, ko posluša Adijeve pesmi, čuti, da ni sam, pa bi te prosil, Adi, da še kaj zapomniš. Zdaj v tem povedanem je toliko bilo istočen za razne moje pesmi, da sem prav, najprej sem se odločil, bom tole. Potem je začel govoriti, sem rekel, bom mogoče reči tisto. Zdaj prav ne vem, kaj bi, ampak ker si se na koncu vrnil k temu, da se treba smejati, bom eno na to, predvsem iz sebe, da se moraš malo pohecati znati, to je zelo pomembna reč. Jaz se prav tako, zelo se bojim ljudi, ki sebe zelo resno jemljajo, ali pa svoje funkcije zelo resno jemljajo, ali pa svoje vedenje, svoje znanje zelo resno jemljajo. Takšnih se jaz zelo bojim. To so nevarni ljudje. Navezal bi se pa v toliko. Pravzaprav naša življenja, vsakdo od nas želi biti srečen. Pravzaprav zaradi tega smo na tem svetu, da bi bili srečni. Občutek sreče je čudovit, vendar se pustimo zavest strani in medijev in raznih tistih merodajalcev, kriterijev, ki nam jih podajajo, da smo nenehno nezadovoljni s tem, kar imamo, nenehno klepimo po tem, česar nimamo in potem čutimo neko praznino in smo nesrečni. In sem razmišljal o tem in prišel do enega zelo pomembnega spoznanja. Pravzaprav zelo pomembno je, kot prvo, če želiš biti srečen, da imaš samega sebe rad. Da si zadovoljen sam s sabo. Čeprav ti nenehno govorijo, da nisi popoln, da se moraš popraviti, da moraš nekaj pospremeniti, da boš srečen. Pravzaprav, če se znaš sam sebe sprejemati takšnega kot si, potem si že na dobri poti, da boš srečen. In ni tako, kot pravijo, nekateri enačijo srečo pa lepoto. Če si lep za pogledati, pol si srečen, če nisi lep, pa nisi srečen. In če drugo ne, jaz sem živ dokaz, da temu ni tako. Jaz sem srečen človek. Zakaj? Zato, ker ne išče pomanjkljivosti, ampak cenim to, kar mi je dano. Uživam v tem, kar mi je dano. Sploh pa, če gledaš vse skozi minljivosti, pa tako preveč banalnosti, s katerimi se obremenjujemo. Torej, kratek recept, kako postati srečen, prvo kot prvo. Zjutraj, ko se pogledaš v ogledalo, kar zagledaš, pač zagledaš. In ne kompliciraš, ampak narediš tako kot jaz. Ko se jaz pogledam z ogledalo, zjutraj jaz rečem, pozdravljen lepotec. Lep dan ti želim. In ko kadarkoli imam jaz kakšen špegel pred sabo, naredim enako. Sam ga sebi imam rad in to dobro deluje. Dobro deluje. Predvsem pa, da res ceniš to, kar ti je dano, že, da ne jemlješ samo po sebi umevno. Bom še primer povedal. Recimo, so ljudje, ki niso zadovoljni s svojim nosom. Nos jim ni všeč, ali je predolg, ali je postran, ali je zavihan, kakorkoli že, so nesrečni. Jaz pravim glavno, da vleče. Če na tak način dojemaš svoje organe, pa to naprej, potem je mnogo lažje živeti in si jih hvaležen. So ljudje, ki enačijo srečo z denarjem. To je zdaj zelo pogost, da je več denarja, ko imaš, bolj si srečen, manj, ko ga imaš. Kaj pa vem? Mislim, da vsak normalen človek slej ko prej spozna, da zgolj denar ne prinese sreče, oziroma če se posvečaš zgolj denarju, več ko ga imaš, več ga hočeš imeti. Ko ga imaš veliko, se bojiš, pa skrbiš, da ga ne bi izgubil. V končni fazi pa vedno obstaja nevarnost, da te potem tudi nekako preverijo, odkot je tebi ta denar.
ko pa tudi nisi srečen, ko končaš kje na dobo, vsej ko prej, ne? Čeprav se izmikaš, ampak vsej ko prej greš tja, ne? So ljudje, ki si obetajo srečo od funkcije, to je tudi pogosto pojav, tudi zdaj, ko bodo te predvolilne kampanje, pa to ljudje nekateri zelo želijo imeti funkcijo, ker jih to osrečuje. Ampak če človeka osrečuje to, da je na položaju, zgolj zato, ker ima potem nek vpliv pa naziv, ne pa zato, da bi pomagal ljudem, da bi jim olajšal življenje, potem tudi ta položaj nima nobenega smisla in nobene veze za srečo, ne. Tako da jaz bi zdaj skrajšal, pravzaprav jaz sem prišel do spoznanja, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela in glavno, da ni vojne. Ostalo pa bomo že. Se včasih gledam v ogledalo, je za videt bore malo, ena čupa, velik nos in kup kosti. A drugi lepi in postavni, operirani ali pa naravni, so krasni, prava paša za oči. Pa rečem, klinc pa lepota, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela, klinc pa lepota, glavno, da je glava cela, zdaj pa la la la, pa ploskate zraven, la 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 Super. Gledam tiste, ta bogate, imajo denarja ko solate in v dušo se priplazi mi nemir. Sej zame sanske so reklame, razen tiste za salame, za konzerve in za skret papir. Pa rečem, klinc gleda denarje, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela, klinc gleda denarje, glavno, da je glava cela. Gledam slavne in uspešne in odrivam misli grešne, kak fajn bi bilo, če bi me v svet poznal. Če slaven si, imaš kupe denarja, kar slišim, glejte ga smolarja, odkar je slaven, tudi mal lepši je postal. Pa rečem, klinc gleda slavo, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela, klinc gleda slavo, glavno, da je glava cela. Človek sanjari, pa ga mine, škoda časa za skomine, vsak naj ceni to, kar že ima. Hudo je, pravzaprav najhuje, kar meni je na srečo tuje, bit brez pameti in brez srca. Eduardo Galeano je prerokoval, da se bosta pravičnost in svoboda siamski dvojčici obsojeni na ločeno življenje vendarle združili. Nekoč, nekje je moral dodati. Ljudje v svetu individualne in kolektivne osamljenosti svobodo mislijo z obilico tesnobe. Kako, Pater Karli, širiti notranje prostore svobode, da bi razklenili okovje tesnobe? Ja, če je ta tesnoba zagledana, ta svoboda zagledana samo vase, ne, je vedno tudi ogrožena, ker je dejansko sebična, ker ni resnična. Svoboda, ki lahko preživi, svoboda, v kateri lahko dihaš, je tista svoboda, v kateri
zaznaš drugega v njegovi drugačnosti kot mikavnost, kot priložnost za osebno osvobajanje, kajti svoboda ni že doseženo stanje, ampak je proces, je dogajanje. Zato je meni bilo najbolj strah, zato se je začela pisati tista knjiga Ostanimo v suženjstvu zakleti, ker so takrat, ko je bil tisti Charlie Hebdo, naši vrli možje in žene, ki vodijo posamezne države, stopili na pariške ulice in govorili samo o svobodi in o pravici. Niso pa govorili o pravičnosti, kot si ti rekla, in niso govorili o spoštljivosti in niso govorili o odgovornosti. Svoboda brez tega je nevarna, je zločinska, je zajedavska, je krivična, je samopašna in ne zagotavlja daljnoročno dejanske svobode, tudi v medsebojnih odnosih. In če bomo Evropejci želeli živeti v svobodi, v nekonfliktnosti, bomo pač morali vzljubiti drugost in drugačnost, tudi tisto, ki prihaja k nam, pa nima enakega nacionalnega, religioznega, ne vem kakšnega predznaka. Kajti tisti, ki prihajajo k nam, sedaj kot migranti, begunci, tudi po naši zaslugi, ker smo dali legitimnost za početje na Bližnjem vzhodu, ki je skrajno krivično, ne? Če bomo hoteli živeti v miru, bomo morali te sprejeti in se ob njih marsikaj vprašati, najprej svojo vest. Kaj smo mi kot zahodna civilizacija si drznili storiti? Kaj smo si drznili poseči v imenu takšne demokracije, ki to sploh ni? Ki je dejansko koncept, kaj bi rekel, to neka nalepka, ne? Mi smo demokratični in lahko vstopimo kamorkoli, v katero hišo hočemo, v katerikoli narod hočemo in bomo tam delali red. Ne? Veste, v Siriji je bil red. Ne? Zelo, zelo stara kultura, zelo, zelo stara civilizacija je bil red, dokler nismo prišli mi, pa še marsikje drugje, ne? V imenu demokracije. Ne vem, kateri ameriški predsednik je dal v koncept, ne, da Amerika sme poseči kamorkoli hoče v imenu demokracije. Poglejte, kaj je počela kaj še počenja po Bližnjem vzhodu. Ne? Ni svobode brez pravičnosti, spoštljivosti in odgovornosti. Ta avtor, ne, o katerem je sanjal, kako se bosta svoboda in pravičnost združila, takrat, ko bomo dejansko ozavestili, da res hočemo mir, da hočemo spoštljivost, da hočemo blagostanje za slehernega, da želimo ekonomijo in ne hrematizem, ne? Takrat bomo postali pravični, spoštljivi in odgovorni do slehernika. Ne samo do človeka, ampak tudi do matere zemlje, do živali, do rastlin, kajti zasožnjevanje se ni začelo s človekom. Začelo se je z samopašnostjo, z naputostjo, takrat, ko si je človek mislil, da lahko pa on v imenu ne vem česa potepta dostojanstvo matere zemlje, potepta dostojanstvo rastlin, da lahko manipulira, ker je svoboden, ker je gospodar, da lahko dela živalmi, kar počnemo sedaj, ko jih zapiramo koncentracijska taborišča, ki so bila le predhodna stanje, dokler nismo začeli zapirati v koncentracijska taborišča starce, onemogle, vse, ki niso svete ljudi, ne? Tako so jih imenovali indijanci, ne? Nemočne. Ljudi, ki bi morali kultivirati, srčiti, napolnjevati našo civilizacijo modrostjo, ampak ker niso ekonomsko profitni, smo jih, da ne motijo aktivnih, pozaprli, ne? In smo potem popolnoma mirni. Ne. Tudi o tem govori 95 test in razkrinkava to zlaganost. Jaz verjamem, da bodo mnogi skočili po koncu in naj skačajo. Naj skačajo, čim bolj naj skačajo, predvsem pa naj se potem, ko se bodo umirili, ne, tisto, kar bojo pretresli svoje možgane, usede in se sede v tisto zdravilno, v uvid, ki bo omogočil več svobode za slehernika v pravičnosti. A te boš ti tukaj zapel? Ti imaš veliko tega, ne? Tako, če si se že na veliču govorjeni. Ja. Tako mi je fajn dopolnjevanje.
mi da se večkrat se kaj pogovarjava in včasih govori in potem reče, a si razumel? In prav sem že razmišljal, znalo bi se zgoditi, da bi jaz dejal sem in bi on dejal, no pa mi razloži zdaj. Tako, zelo veš govoriti, zelo dobro govoriti o ekipi, potrebuješ res zelo visoko zbranost in pa že tudi vedenje, da lahko res dvomeš kaj, kako on razmišlja. Zaradi tega je tako dobro, da ti to pišeš, zato ker ko ima človek prebrano, potem lahko večkrat preveri, da se zakopleš do znanja, ne? Ker nismo vsi tako, vešči teh misli in sploh jaz tudi malo bolj preprosto razmišljam in bom zapel eno pesem, ki je preprosta. Čeprav nosi pa tudi sporočilo v sebi, tako kot za večino mojih pesmi velja. In sicer pesem govori o rolici toaletnega papirja. Tudi o rolici toaletnega papirja se da napisati pesem in tudi ena rolica predstavlja neko možnost osrečevati druge ljudi. Če si dobrega srca, lahko tudi z rolico toaletnega papirja kaj dobrega postoriš. Tako da tu gre pa za tako pesem, ko enkrat slišiš, ti je povsem jasno. Pesem gre tako, ko pojem la la la, ploskate, ne treba na glas, ko pojem kitico, ne ploskate, ko končam s petjem, pa zelo ploskate. Bo šlo, ne? Pesem o rolici papirja, za la 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 se začne tako, da lažje ploskate. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kupil sem si rolico papirja. Skozi mesto šel sem z njo z rolico papirja. Jo odnesel bom domov, sem si tiho pravil, na straniščni jo pokrov si jo bom nastavil. Da mi bo prav prišla rolica papirja, da mi bo prav prišla rolica papirja. A mimo mene je gospa kužka pripeljala in za njim na cesti sta kupčka dva ostala. To ni dobro, sem dejal, za sprehajališče, hitro kupčka sem pobral, jo nesel na smetišče. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Sem naletel na klošarja, se z vincem je nalival, a Neroda štorasta po bradi ga je zlival. Dal sem lističa mu dva, da se je obrisal, pa še za čevlja švedrasta na prah si je pobrisal. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Zdaj bo pa la la la, pa zaploskate la 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 la, la 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 la. Hvala lepa, počivate. V parku nekaj se otrok veselo je igralo, tekali so naokrog, je iz noskov jim curljalo. Nemudoma sem tja zavil do prvega fantička in papirčke razdelil za noske in za lička. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Je na klopci damica milo se jokala, ker ji druga deklica fanta je speljala. Dost papirčkov sem ji dal, pa ji bilo je laže, če si solze brišeš prav, se šminka ne razmaže. Pa mi je prav prišla
Ulica papirja, pa mi je prišla, ulica papirja. In tako mi le še 5 je lističev ostalo, dovolj za tole pesmico, za sonet premalo. Kuli som v roke vzel, na lističe zapisal, kaj ta dan sem doživel, na kratko sem orisal. Tako mi je prav prišla rolica papirja, tako mi je prav prišla rolica papirja. Mi spet zaploskate, drage, la 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 la. A na koncu bi dodal še prošnjo za vse zbrane. Ne vam vsak dan bo tistih žal, ki nimajo nič hrane. Med njimi mnogo je otrok, prosim vas, da date kaj denarja vse za en obrok, za te ritke zlate. Da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja, da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja. Loris, Karli, zapišeš, kako da sistem prefinjeno odstranjuje odvečne, pa vendar je naravna formula ali še raje kozmični prav tako preprost, ali še bolje preprosto čudovit. Drugačnost, oplajanje, nenehno preraščanje, osvobajanje. In nihče pod soncem ne bi smel biti odvečen. Sporočilo epohe, ki jo živimo, je nedvoumno. Dolgovi ubogih so grehi vredni najstrožje kazni. Zasebna lastnina kaznuje tiste, ki lastnine nimajo. Ti pa praviš, da je tisto, kar je krivično, nično. Da, krivičen dolg je dolg, ki je prenehal obstajati. Vsak manipulativen dolg, in večinoma dolga je manipulativnega danes, posebej, če vzamemo, da je danes denar v glavnem fikcija, mislim, da sem 4%, kako ima dejansko denarja podlago, drugače pa manipulacija s papiri, posebej z dolgovi, to je čisto zadolževanje in je, pardon izrazu, čisto nategovanje. Preprosto zato, da si lahko gospod, da si lahko gospodar, da lahko zbujaš slabo veš, slab občutek, to je včasih počenjala cerkev, danes pa tisti, ki so novi gospodje, z istimi prijemi. Zato se mi zdi v 500-letnici reformacije tako zelo usporedno ozavestiti podobne manipulacije, kot jih je nekoč počenjala cerkev in jih sedaj počenjajo gospodarji kapitala. Dolg je krivičen, je ničen, še več. Stare civilizacije so poznale tako imenovano svetoleto, ko so vedele, da ti ne smeš človeka oziroma neke države, pomislimo, kaj se počenja z Grčijo, in katera država to počenja z Grčijo, tista, ki je bila najbolj navajena zagospodovati, posedovati, pač zdaj ne več z orožjem, ampak na bolj druge, bi rekli, legalne načine. Veste, so bila vsako 7. leto, ali pa jubilejno leto, lahko je bilo tudi drugače določeno pri različnih narodih, je bil odpust dolga, ker ti nisi imel po človeški plati pravice nekoga uničiti, nisi imel pravice nekoga do konca izrabljati, nisi imel pravice, da si nek prisesek na nekom, ki ga izkoriščaš in izkoriščaš do onemoglosti. Oziroma toliko časa, da še čisto ne obnemore, da ga lahko izkoriščaš še naprej. In danes se to gremo in to poslušamo in je to po principih ekonomije. To je princip hrematizma. Veste, ekonomijo bo potrebno tudi znanstveno ozavestiti in postaviti na zdrave noge. Kot znanost. Kajti dokler ne bo na svetu temeljne pravičnosti,
poskrbljenosti za slehernika, to ne pomeni, da imamo vsi enako, vsi imamo pa dovolj, je s to ne samo prakso, ampak tudi znanostjo in s to politiko nekaj hodov narobe. Oni rečejo, ne gre drugače. Gre drugače. Gre popolnoma drugače. Da jaz zadolžim vas in potem dejansko živim, dejansko ste vi. Veste, to paše človeku. Vi postanete moj hlapčič, jaz sem pa gospod. Jaz imam, pač ti nimaš, ne? In ti niti ne smeš imeti, ker drugače jaz ne bom gospod in ne bom nad. To je princip hrematizma, ki je popolnoma tuj ekonomiji in je popolnoma tuj tudi evangelijo, ne? Jezus je rekel, Bog je oče, vi ste bratje in sestre. A ima pravico v družini kdorkoli zajedati kakšnega brata ali sestro? On ima, tisti pa pač nima, pač umira, ne? In je zelo hudo, ker so se ti koncepti poredili globoko v shemi religioznih ustanov, ne? Tem govorim o knjigi, le kaj počne Bog, ne? Jaz bom žuriral v nebesih, vso večnost, medtem pa bo recimo moj otrok, pa nimam otroka, ne? Ampak bi, recimo, če bi bil starš, pa bo moj otrok vso večnost trpel peklenske muče, ker se je to zaslužil, ne? To naj bi bil neki evangelijski Bog, ne? Bog sočutja in ljubezni. Zato je treba, veste, tudi teologijo, pa ne samo teologijo. Danes je treba ekonomijo osvoboditi te sheme, ker ustvarja nebesa in pekel že na zemlji. 8 tipov na tem svetu popolnoma mirno živi, ko poseduje toliko kapitala kot polovica revnejšega človeštva. Ma nič mi tak nekako naj bi mogli biti, ker je to edina možna rešitev, ne? Tudi znanstveno podprta, ker je edina možna rešitev, da večina živi na minimalcu, ne? Da ima vedno več ljudi negotove oblike zaposlitve, da se mnogim zaposlenim ne plačujejo tiste dajatve, ki bi se morali oddati za socialno in še kakšno drugo varnost. Je popolnoma normalno, da mora nekdo upravljati 2 službi, da preživi normalno družino, ne? To je manipulacija. To je hrematizem. In če politika, ki bi lahko z nekaj uredbami, če se ne bi prekli eni z drugim, ne, pa nam povzročali, pa nam prikazovali ta šov program, ki je do skrajnosti bedast, ampak očitno odlično manipulativen, da mi na njega pademo. Politika bi lahko z nekaj uredbami to razčistila. Tudi recimo, da se redno plačuje tiste. To so tak mali posej, ampak zakaj tega ne naredijo? Zakaj nam kar naprej tvezijo o edinih možnih rešitvah? Dajmo začnimo se jim vendarle, prosim vas, lepo režati in jim povedati, da to, kar govorijo, nima nič opraviti z ekonomijo, kakršno so razlagali stari modreci, Platon, Tales iz Mileta in še mnogi drugi, niti v tem, kar so govorili duhovni učitelji, ampak je to čisti navaden zlovešči koncept. In naj vam vendarle nehajo blefirati v imenu trpečih. Verjetno tiste mamike, ki danes lahko razmišlja samo še o tem, kako bo dejansko priskrbela vse tisto, da njen otrok ne bo zafrustriran, se čutil manj cenjenega, manj vrednega, da ne bo, veste, tista nižja klasa. Če bi hoteli politiki, bi to lahko takoj odpravili. Če bi hoteli politiki, bi dali samo 10% od proračuna za vojsko in bi bila čez noč odpravljena revščina na tem svetu, če bi hoteli. Tak nam pa bedasto, kot navadni, se upravičujem izrazu, bedaki, ampak misle, da smo mi bedaki, ampak ker se pustimo imeti za bedake, tvezijo o edinih možnih rešitvah, predvsem nam pa tvezijo, da kar naprej nas rešujejo, poglejte pa situacijo v svetu. Oni so padli v eno luknjo hrematizma in jaz verjamem, da ne znajo si pomagati, ker plavajo v sistemu, ki ga niti ne znajo ozavestiti, ker ne znajo niti ločiti, kaj je ekonomija in kaj je hrematizem, ker se je hrematizem tako prefinjeno skril za ekonomijo in sebe razglasil za edino možno rešitev. Mi je zelo žal, ampak danes je edino papež, ki še govori alternativno med politiki. Ostali so pa po večini papeki, ki sicer ko razglašajo, naj jih volimo, ko se propagirajo, obljubljajo marsikaj,
potem pa padejo v sistem, v katerem so nemočni. Ta sistem hrematizma je treba razgaliti. Na tiste rešitve na vrhu ledene gore, hrematizem nas pa vozi, pa fura, kakor hoče. Mi moramo razmisliti, kdo nas fura in kako nas fura. Ne pa, da nam dajo, recimo, ena finta je, ti vržejo keš, ki tak nima podlage, mi se gremo monopoli špilati kot navadni otročaji, pa kupujemo hotele, pa letališča. Nekateri to dejansko lahko kupujemo, mi pa gledamo, kako oni špilajo monopoli, pa kupujejo, mi smo pa uslužbenci v tistih hotelih, pa na letališču. To je finta, to je manipulacija. Pa dajmo se, gledajte, sej, to, kar jaz pogrešam, je satira. Satira, pa nas nimamo več Pavlihe. Nimamo več enega cajtnega, ki bi ironiziral to norost. In zato se lahko norost razglaša za razumnost. In zato lahko v norosti pišejo tudi cajtniki, ki v norosti ne bi smeli pisati, ampak bi morali to zadevo ironizirati. Nimamo tega cajtnika, nimamo Pavliha. Mi govorimo danes, da smo svobodni, da smo demokracija. Veste, ko ni bilo svobode, ni bilo demokracije, smo se lahko ražali vsem norostnim politikov, celo država je podpirala ta cajtnik, ne? Danes, ko je pa res nora zadeva, pa nimamo nobenega cajtnika, ki bi to norost razgalil, oziroma gojil to zdravo satiro, ironizacijo. Kajti samo z njo bomo spodnesli, zato ni tega cajtnika. Mi lahko resno pišemo o norostih. Režati pa se ne smemo, ampak mi se moramo začeti režati, ironizirati se, smejati se, posmehovati. Tudi meni kot duhovniku. Če vam bom jaz trezal neumnosti, ali pa tukaj, imate pravico, da se režite, ker veste veliko neumnosti povem. In Bogu hvala, da si to priznam, ker to je edina šansa, da bom preraščal. Tisti moment, pa kot rekel Goliadi, začel sebe imati resno in da to, kar vam vse povem, da ne. To so samo miselna izhodišča, da bomo, jaz hočem zrajcati, sprovocirati, da bomo začeli gruntati, da bomo se prebudili, da bomo ostali. Andrej mi je rekel, ne, da evolucija preblaga beseda, da je treba nekaj vmes, ne, kaj... Preobrazba, ja, nekaj, kar je tisto, je preblaga. Mačkanje je treba dati naboja v to evolucijo, ne sme pa biti revolucija in ne sme biti vojna, ker v njo nas bo hotel speljati hrematizem. Ker, kot sem rekel, najbolj ga moti evolucijska napetost, ki se je prebudila in obeta nov dan. On hoče to napetost sprostiti v medsebojni boj in pa poboj. Adi, ti si. Jaz se na njegovo navezujem, ne? To, kar on pove, pa jaz nekako presodi, kaj bi pisalo. Pa vedno mi daš več možnosti, ne? Ja bi bolj preprosto povedal tvoje, to, kar si povedal. Vsakemu otroku, majhnemu, je že jasno, da nekaj ni prav, če nekdo od lakote umira, drugi pa ima vsega preveč. To je povsem logično. Po majhnemu, neukemu, živemu bitjecu bo povsem jasno, da to nekaj ni v redu. Ti oblastniki se pa sprenevedajo, kot da ne morejo nič storiti, kot da je to pač del našega obstoja in kakorkoli že. Tako da to so res take stvari, da je kar grozno o tem razmišljati. Bom zapel eno pesem na to temo, bom pa še eno dodal, a lahko? Zato, ker res sem se malo jezil, ko si to govoril. Jaz sem na temo tega hlepenja po materialnem napisal eno pesem. Vse za dober biznis, vse za velik denar. Tako je naslov pesme. Spustite do korita, deležen hočem biti profita. Odslej se držal bom napotka, brez predsodkov do dohodka. Se barabam bom pridružil, na vsem načine denar bom služil. Dobro vem, saj nisem Teslo, danes veljale eno geslo. Vse za dober biznis, vse za velik denar. Vse za dober biznis, vse za velik denar. Vse za dober biznis, vse za velik denar. Vse za dober biznis, vse za velik denar.
študiral, izsiljeval, teptal, kasiral. Za tolarje in Deutsche Marke pretepal bom šolarje in vrcal starke. Mi dala moč pogotovina, postal pomembna, bom mrcina. Bom dobudnar, magar s pištolo, za biznis tolko bom z macolo. Vse za dober biznis, vse za veliknar, vse za dober biznis, vse za veliknar, vse za dober biznis, vse za veliknar, vse za dober biznis, vse za veliknar. Naivna raja rada se naslaja, zato vse kupi, vse prodaja. A najboljše so kupčije, sred masovne histerije. Ko se zamenjajo vladarji, ko vojska se poveže s farji, ko fanatizem po ljudeh udari, po zadnju zmer so težki denarji. Vse za dober biznis, vse za veliknar, vse za dober biznis, vse za veliknar, vse za dober biznis, vse za veliknar, vse za dober biznis, vse za veliknar. Narod nekde svet vrti, svet vrti, svet vrti, že od nekde svet vrti, svet vrti. Narod nekde svet vrti, svet vrti, svet vrti, že od nekde svet vrti, svet vrti. Nič ni tabu, nič ni izvzeto, človeški rasi nič ni sveto. Obnašamo se kot živina, cel svet postal je flajš mašina. Vse za dober biznis, vse za veliknar, vse za dober biznis, vse za veliknar, vse za dober biznis, vse za veliknar, vse za dober biznis, vse za veliknar. Grozen stavek, samo nažalost drži, v svet postal je flajš mašina. Zaradi tega, ker se res največje krutosti se dogajajo pod raznimi pretvezami, v ozadju je pa biznis, v ozadju je pa velik dan. Ampak bi zdaj eno malo bolj sproščujočo, ki velja zame pa tudi za njega, pa mora biti tudi za koga od vas. Če velja, potem ima mojo pohvalo, da je doumel, kakšen je ta svet in kako je treba iti skozi življenje. Ne na tak način, da trdiš, kako si pameten, kako vse znaš, ampak je mnogo bolj sproščujoče, mnogo bolj varno je, če vsake toliko časa seznaniš svojo okolico, domače ali pa sodelavce ali pa kogarkoli pač, naslednjimi. Jih pogledaš, pa rečeš, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvor. Prišel sem na idejo, genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zelo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodovala, la 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 la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvor. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo. Lega norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir. Res odkar sem nor, jaz imam krompir, vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko človek sem, ker več ne nasrka. Vsi vedo, da mene luna trka, če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor.
si do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem podaril, ker sem feferonov vse nažrl. Če me hoče kdo na gobec žgat, pa mu rečem, pa si jaz sem psihopat. Jaz sem mali psihopat, psihopat. In te stisnu bom za vrat, Z mano se ne smeš igrat, ker jaz sem mali psihopat, Jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem bogi stvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam norost. Toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas noret, za začetek mora si zapet, jaz sem nor. Zdaj pa zapojte, bo prav prišlo. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Bo sproščeno živiš, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor. Tudi moj humus goji nemalo norosti in sem na njo neizmerno ponosna. Aleluja. Zato nekaj lažje izrečem naslednje besede, da si prav jih ne želim povezovati z norostjo. Takole pišeš: ljubezen nas uči in oblikuje. V procesu izobraževanja je pomembno dodeliti častno mesto. Prav to si napisal. Jaz pa se sprašujem, kako bi se bral kurikulum, ki bi temeljil na abecedi objetosti v lastni resničnosti, Karli. Joj, kaj bi bilo to lepo. Zame je eden najbolj strašljivih podatkov, ki sem ga prebral, da je ob vstopu v osnovno šolo, poslušaj, 98% otrok visoko nadarjenih, ob izstopu pa samo še 2%. Kaj to pomeni? Zdaj, tudi tu je se zalezel hrematizem. Mi cenimo kaj? Zlate ponavljače. Pravilno se naučiti in pravilno ponoviti. To je manipulacija. Vsak človek ima talent. Res, nekateri imajo to, da se znajo dobro naučiti in pravilno ponoviti. Ampak ti zlati ponavljači, ki so dobro ukalupljeni, še zdaleč niso upanje za ta naš čas in prostor, ker je očitno, da gre nekaj hudo narobe. Danes so rešitev tisti, ki znajo, ki zmorejo misliti alternativno, ker niso imeli tega talenta, da bi se zmogli čist prav in natančno vse pravilno naučiti in potem v življenju točno tako ponoviti. Kajti, če bomo šli v tej smeri, bomo globoko zavozili, kolikor že nismo. Danes vam povem iz sebe, jaz sem dislektik, težek problem imam, ker ne znam, moja glava ne potegne tako, kot večini potegne pravilno, ne? Ampak če ne bi bil dislektik, ne bi prišel do temeljnih odkritij svojega življenja. Sem bil pa zaradi tega, ker nisem odličen ponavljač, kar naprej sem imel neke frustracije. Poleg tega ni edina inteligenca to, da se nekaj znaš dobro naučiti in pravilno ponoviti. Inteligenca je cel kup. In jaz nisem srečal najbolj srečnih ljudi med visoko izobraženimi, ampak tisti, ki so uspeli ohraniti vse otroka, tisti, ki so uspeli ohraniti vse stik, pristen stik z zemljo, z živalmi, rastlinami, so človekom. Sreča je v srečanju, kar že slovenski izraz pove. In moja želja je, da bi, ko bi prišel otrok, ko bi pripeljali starši vpisati otroka v šolo, da bi se zbrali tam res najboljši pedagogi, najboljši. Ne tisti, ki znajo pravilno ponoviti dosedanje sheme, ker očitno zamorijo marsikaj žlahtnega, da bi se zbrali tam najboljši pedagogi
in bi odkrili odličnost tega otroka, če že starši niso uspeli ozavestiti področja odličnosti lastnega otroka. Nekdo ima visoko razvito ne samo inteligenco ponavljanja in pridnega učenja, nekdo ima visoko razvito čustveno inteligenco, drug duhovno, tretji estetsko, četrti zna fajn zašraufa, praktično inteligenco, en zna odlično pet, en zna odlično, vsak je vreden v svojem. In dokler nisi ti ozavestil vrednost in mu dal štempelj, to ne pomeni potuhe, kar zmoreš, potem tudi to moraš in moraš razvijati. Ampak da nisi ti ozavestil odličnost posameznika, ga nimaš pravico po splošnih merilih moriti. Na eni strani ozavestiti in potrditi in potem spodbuditi, po drugi strani pa ozavestiti tudi tam, kjer smo nemočni. Jaz recimo kot dislektik marsikaj nisem zmogel. Še zdaj ne zmorem. Nekateri ste rekli, ne vam podpišem, pa sem s tiskanimi črkami pisal noter. Zakaj? Ker se v vijugah zgubim. Zato je moj podpis KL, Karel, ne? Vmes tega nič ni v spredje, pa sam G pa črta. To sem jaz. Ampak ko se spremeš, si simpatičen in si dopolnjujoč. Če te pa tam prestrašijo, ker nisi, si pa zafrustriran in si lahek plen manipulacije. Ali je to načrt? Frustrirati 98% ljudi, ker vejo, da niso zlati, da jih ne bo župan sprejel, kaj šele predsednike niso diamanti, kak je že, pa ne se hecati zgodi. Vsak je ni bolj ali manj, vsak je na svojem. Butas ni otrok, ampak smo butasti mi, če ne znamo ovrednotiti in potrditi in spodbuditi in prebuditi samozavest v sleherniku. Božanska pedagogika, ki jo beremo v svetih spisih je, vreden si, torej talent imaš, kar zmoreš, moraš, ne se bati, saj sem s teboj. To je za samozavest in samozaupanje. Ne pa, da padeš v splošno flash mašino, ki dela vse kekse po enaki meri, in potem, ker nisi po meri, potem pa si problem, pa kliče. Ne, meni so klicali, mamo, že v prvem razredu, ker so ji nakazali, diskretno povedali, da ima pač najbolj butastega otroka. Ker sem dislektik, pisanje mi ni šlo, sem pa doktoriral iz slovenistike. Ampak zakaj? Ker nisem znal misliti po utečenih schemah. Sem lahko zgruntal alternativo, ki je pa novost. Tisti doktorati, ki niso novost, to ni nič. Doktorat je zato, da prebijaš meje, da izzivaš, da provociraš, da odpiraš pot, da pomagaš izvleči voz iz te zaglavljenosti, v katero smo zašli. Veliko bolj kot pri slovenščini, kot pri jeziku je to potrebno v medosebnih odnosih, v naših relacijah. Predvsem pa ozavestiti, da je sreča ne v tem, da nas bo izučili in ocenjevali predvsem tam, kjer nas bo ponucali, ne? Kjer nas ocenjujejo. Tam, kjer nas bojo lahko enkrat ponucali. Ampak je treba ozavestiti, da bo nas treba začeti usposabljati tudi za samo sprejemanje, da bo vsakemu izmed nas fajn v lastni koži, za medsebojno dopolnjevanje, da ne bomo drug ob drugem ogroženi. Zakaj tega ne počnejo? Zato, ker nas mora enkrat sprovocirati v medsebojni boj in poboj, ne sodelovanje. Zakaj so lahko zdaj košarkašem vsi ploskali in so rekli, zlati ste? Ne zato, ker so splošno dobri, ampak ker so dobri košarkaši in je to zadost, da si zlata vreden. Zakaj tega ne reče enemu otroku, ki je pač talent samo v risanju, mu pa marsikaj druga ne gre, zakaj mu reče zlaci? Pomagati bomo, da boš drugo predelal, ampak ne se bati, ne mu vzeti samo podobe, da je zlat. Tako pa ti tam neki predsednik sam diamant, nekake biser, nekaki so že sprejemali. Pa ne se hecati z ljudi. Kaj imaš predsednik samo toliko vrednih ljudi, da jim bo segel v roke? Kaj pa tistemu kmetu, ki zna pridelati dober krompir, pa ima predvsem pošten odnos do živali, do zemlje? A on ni vreden? Samo neki izbranci, neka elita. Vsak je vreden. Vsak. In ne delajte me iz 98% visoko nadarjenih otrok, na koncu samo še 2. Ker jih merite po modelu hrematizma, splošnosti in ukalupljenosti. Dokler ne prepoznaš otroka v njegovi vrednosti,
in mu ne daš štempelj osebne vrednosti in odličnosti, mu nimaš pravice blekniti, da ni in kje ni. Nimaš pravice, ker ubijaš osebnost. Niso ubiti samo tisti, ki so ranjeni z metkom. Ubijamo tudi z besedami podcenjevanja, zapostavljanja. Razumete? Jaz vem, da je to težko razmišljati, ampak treba se bo povrniti najprej k lastnemu dostojanstvu, da boš vedel, da si vreden v svoji koži in da boš odmislil in prebolel vse tiste, ko so te frustrirali in so ti govorili, pač, da nisi, da boš najprej vredel in potem boš popolnoma miren, da tudi nisi, ker to, če je vse vredo s tabo, je tako in tako, ne? In ko boš sebe sprejel v tej celoviti resničnosti, da se boš sklonil k sleherniku in mu dopustil njegovo odličnost, v pestrosti človeških obdarjenosti in čudovitosti, in prej sva rekla zadnjem, ne, kdo ni čuden, tudi ni čudežen, je čudovit, ne, potem pa tudi k živalcem, vsaki v njegovi zgodbi, v njegovem utripu, da ne bomo spregledovali nič živečega, kajti, kot pravijo mistiki, Bog je eno, pisano z veliko, v enosti vsega, kar je ustvarjeno. Ne maličiti, ne teptati svetosti življenja, tega božanskega, kar je v slehernem bivajočem. Ali to boš ti tudi kako zapevati? To so... Treba je spremeniti v določenih stvarih, moraš... Ni težko, no. Samo maček moraš se distancirati, pa malo pogledati bolj objektivno na ene stvari, pa jih lažje razumeš, pa lažje rešuješ. Jaz bom eno problematiko omenil, in sicer pretirana navezanost. Navezanost na materialno, navezanost tudi na partnerja, kakorkoli že. Glede na to, da smo zelo minljivi, me to vedno čudi. Kako to, da se nekateri ljudje tako zelo navezujejo na stvari, ki so tako dane samo za nekaj določen čas, potem bodo pa tako ali tako ostale tukaj, ko bomo mi odšli. No in o tem sem napisal eno pesem, ki potrebuje tudi vašo pomoč, in sicer morate zapeti z mano, ne? Pa ni težko, vi pojete tako, la 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 la, la 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 la, samo to, bo šlo, la 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 la, la 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 la, da pa mi sami razliši, zgubo, 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 la 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 la. Sem zgubo že denarnico, zgubo sem dekle, zgubo sem prijatelje in farnikule, zgubo sem prtljago, rezervacijo, sem zgubo vozni red in orientacijo. Ko sem zgubo psa, v časopisem dal glas, a čez nekaj dni sem zgubo se še jaz. Pa sem zgubo živce, a se ne jezim, ker sem se že navadil, da vedno kaj zgubim. La 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 la, zgubo, 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 la 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 la, zgubo, zgubo, la 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 la. Sem zgubo že očala, zgubo sem kolo, zgubo sem dežnikov, sigurno več kot 100. Sem zgubo dokumente, osebno potni list. Sem zgubo tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubo sem razum. Ako tipa sem zagledal, sem zgubo še pogum. Pa sem si drugo najdel, ko sem bil nalit. Ko videl sem jo trezen, sem pa zgubo apetit. Zgubo, 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 zgubo sem že čisto vse. Zgubo, 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 a bolje do življenja ne. Zgubo, 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 zgubo sem že čisto vse. Zgubo, 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 a veselja do življenja ne. La 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 la, zgubo, zgubo, la 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 la, zgubo, zgubo, la 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 la, zgubo, zgubo, la 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 la.
ma kaj vse zgubil sem s privatizacijo. Zgubil sem nadzor nad situacijo, zgubil sem že službo, zgubil položaj, zaupanje v oblast naj mi vrne kdo nazaj. Zgubil sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate. Zgubil sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico, da v bifeju si prižge menčik. La 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 la, zgubil, zgubil. Zgubil, zgubil, la 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 la. Zgubil, zgubil, la 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 la. Dajte mi karkoli, vse bom zgubil, vam povem. Za to dejavnost sem naravnost fenomen. Izgubljam že lase, svežino in zobe. Tudi nekaj kil bi zgubil, če imel bi jih odkje. Se misli mi izgubljajo in če sem odkrit, ono zdi se mi, da zdaj izgubil sem rdečo nit. Karkoli že zgubim, me to več ne potre. Se tako sem človek, ki izgubil je že vse. Zgubil, 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 zgubil. Zgubil sem že čisto vse. Zgubil, 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 a volje do življenja ne. Zgubil, 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 zgubil sem že čisto vse. Zgubil, 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 a veselja do življenja, veselja do življenja, veselja do življenja ne. A še kaj bom zgubil? Seveda, to se ve, vendar ko ni več navezanosti, neha se gorje. Moč zla se razbije ob posamezniku. Razbije. Osnovna celica družbe je koncem dni prav posameznik. Zato nikar ne pozabimo. Moč preoblikovanja je v avtonomnih posameznikih. Nič manj kot biologično nujno je, da se borimo za lastno avtonomijo. Nenasilno, seveda. Tam je naša moč. Tam se razširi pahljača naše istovetnosti. Tam smo nepremagljivi. In sočasno si ne morem kaj Karli, takole ob robu najinega pogovora. Spomnim se besed, ne spomnim se pa, kdo jih je zapisal. In takole pletejo misel. Ko je nekdo okusil eliksir ljubezni, kako naj ga ne žeja po njem. Ko se enkrat uzreš skozi oči ljubljenega, nisi več ista oseba. Izstopimo iz obnebja singularnosti. Izstopimo zdaj, mar ne? Res je, vsak je dejansko svet zase, vesolje zase, ampak v plesu, v povezanosti z vsem. To je tista božanska enost, ne? Eno. Ko je govorila Tjaša o tej samostojni, avtonomni posamezni osebi, sem se spomnil na mojega duhovnega očeta Tarasa Kermaunerja. Kako mi on to vedno znova poudaril? Pa jaz sem si mislil, pa saj sem svoboden, pa saj sem avtonomen. Še zdaj imam zelo ukalupljeno pamet. Ne? In je pot do svobode pot ne v prvi vrsti poguma, ampak ljubezni. Kot si rekla, objame in sprejme, da se zmore sprejeti in te osvobodi za preraščanje, ker te spusti v nadaljnost. To je tista svoboda. Jaz bi se, predn boste vi kaj povprašali ali pa povedali svojo misel, vsakemu izmed vas rad zahvalil za vašo zgodbo, da ste in da se imate, da se skušamo imeti radi v svoji resničnosti, da skušamo sprejemati drugega v osebni zgodbi, da se tako osvobajamo za nadaljnost. Kajti naš čas išče in potrebuje to nadaljnost. Rad bi se zahvalil tudi tebi, Tjaša, kot urednici, za vso obzirnost, potrpežljivost za današnji večer, pa tudi za založbi Sanje. Ne? Veste, to knjižico so dali ven za 3 evre. Niso hoteli tukaj, recimo, vem, da morate preživeti, da ni lahko,
preživeti založnikom v našem času, ampak za to potezo bi se vam rad res globoko zahvalil in poklonil, ne? Ker verjamem, da bo ta knjižica zato lažje dostopna. Ne? Rad bi se zahvalil tebi, Adi, za to, kar si, za tvojo zgodbo, s katero prebujaš, s katero vedno znova nagovoriš in si močnejši od teh 95 tez, zato ker jih poješ in se zaležeš ne samo v pamet, ampak ob tem, ko zapoješ tudi tisto, bi rekel, modro sporočilo, prebujaš tudi tisto srčno in duhovno, da tisto tukaj gor lažje pade tudi v srce in iz srca k ravnanju. Sem ti tudi zelo hvaležen, da si danes tukaj, res mi je v izjemno veselje in pa čast. Pa bi vas res prosil, vsakega od vas, tukaj so samo miselna izhodišča, bi vas prosil, da si upamo misliti dalje in da nikoli ne pozabimo, da smo drug drugemu dopolnjujoča priložnost in se zato spoštujemo v drugosti in drugačnosti. Kajti, če nas bodo ujeli v enost, potem je tukaj že popolna manipulacija. Naj nas na drugosti in drugačnosti ne strašijo, naj nas ne uniformirajo in naj nas ne ločujejo. Kot je rekel Anton Trstenjak, slovenski narod ima velik kapital, ker znamo misliti raznoliko, ker smo čustveno sicer občutljivi, hitro zamerimo, ampak smo v večglasju sposobni izjemne harmonije. Tisto, kar nas mora voditi, kar je harmonija, je dobro, je lepo, ne za izbrance, ampak za slehernika. Sem zelo hvaležen, Tjaša, da ste uvrstili na naslovnico tudi posvetilo, zakaj sem začel pisati te teze, zaradi tega brezdomca in njegovega brezdomega kužka. A hočeš, Tjaša, ti prebrati, ker sem zapozabil, kaj sem zapisal, pa tistim, ki mi prinesejo knjižico v podpiš, vedno bom povedal, pa jaz kaj dopišem. Za vaju, draga prijatelja, sta le dva med številnimi, ki sta me zavezala, da spregovorim. In če mi kdo prinese knjižico za podpis, naredim črtico in z velikimi tiskanimi dopišem, da spregovorimo, da storimo in zraven klicaj. Podpišite se pa tudi pod to misel. Amen. Se pravi, eno še zapojem, potem ne bom več pel, no? Eno še, až dve. Eno zdaj bo pa še eno. Dober je, bom pa ono za konc, ker sem zdaj mislil eno že zapet, pa ne bom. Bilo je govora, zelo mi je všeč tisto, ko si spregovoril ravno te, kako je treba vsakemu otroku prepoznati njegovo dragocenost in ga spodbujati na to. Ker bi na to navezal svojo misel, preveč nas prepričujejo, da je svet življenje, da je življenje trpljenje, da je življenje tegoba, da je svet pač takšen, kot je, da je treba pač potrpeti, kakorkoli že. Jaz sem velik pristaš tega, da nam je dano življenje za to, da se ga radujemo, da smo veseli, da smo hvaležni in na to sem mislil, ko sem napisal naslednjo pesem. Sta na travniku ležala, ki v maju je cvetel, ljubim te je šepetala, ko si jo je nežno vzel. In okrog so ptički peli, soncu, ki je grelo svet, kot da bi bili veseli, ker nov zemljan je bil spočet. Ko otroka sta dobila, sta ljubila se še bolj, sta vzgajala ga in učila, da že malo je dovolj. Večkrat so pohajkovali, šli so tja do travnika, ko so ga občudovali, pa sinku vedno rekla sta, glej,
ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje. Življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Leta mirno so jim tekla in otrok je fant postal. Pazi nase, sta mu rekla, ko se je v svet podal. Lažnemu blišču ne nasedaj, ti se spomni travnika, pravih se vrednot zavedaj, pa sreča te bo spremljala, ker glej, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje. Življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Ko z imetjem kdo baha se, meni to se čudno zdi. Mislim si, kaj kažeš nase, saj minljiv si kakor vsi. Jaz na svet drugače gledam, pa kaj, če denarja malo imam, na bližnjem travniku posedam in rečem si, kako lep dan. Glejte, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje. Življenje imej bo za prekrasno potovanje. Grde stvari naj nam te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Zdaj bo zaploskate zraven, glejte, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje. Življenje imej bo za prekrasno potovanje. Grde stvari naj nam te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Spoštovano občinstvo, kot je pater namignil, se prostor razbira za vaš preudarek, vašo besedo. Izvolite. Če smem, Prosim. to, kar je Adi rekel, to, kar ste mi povedali, spoštovani pater, Tjaša, vsi skupaj. V kuhinji imam tako majhno iskrico in si jo ogledujem vsak božji dan. Mislim, da je Shakespeare rekel, ne vzamite me prosim za besedo. Vemo, kdor smo, ne vemo pa, kdo bi lahko bili. O tem govorite, vi se mi zdi. Ja, izjemna misel, ne? Res je. Vemo sedaj, kdo smo, ne vemo še, kaj bi lahko, pa slutimo in nas priteguje in vleče, ne? Človek je res evolucijsko bitje, ga priteguje v tisto, ga priteguje ljubezen, ne? In tu mi všeč, Andrej, ne, tvoja sintropija, ne, tu morate prebrati, ne? Ne le entropija razgradnje, ne? V sleherno celico je ugrajena, to boš ti boljše povedal, sposobnost samoorganizacije, da ti povej, prosim. Pač vsaka celica je živi bitje, ne, tukaj govorimo o življenju, ampak ne samo življenju na nekakšen življenje človeka, ampak celo vesolje je prežeto s nekim kozmičnim življenjem. Mi smo kot kapljica morja tega kozmičnega življenja, vse je v nekem celovitem plesu med sabo povezano, ampak vsaka iskrica življenja ima sposobnost ne samo hranjenja tega življenja, ampak tudi razvijanja tega življenja v neko večjo polnost, da ne gre življenje proti propadu, v nekem strahu, proti smrti, kot nas je znanost 19. in večino 20. stoletja učila, ampak da ima to življenje notri sposobnost
neke kodnične radosti, ne, da se veseli tega, te notranje moči, rasti, ne, in se zelo večjo polnost in da se veseli tega, da vsa druga bitja tudi imajo isti žar za sebe in da se lahko v tem povežejo med sabo. Tukaj gre za nek nov način dojemanja časa, da čas ni nekaj hudega, kot je recimo Prešeren govoril, čas rabi hudi, ali pa Baudelaire, da čas je kot da prinaša smrt, žre življenje, ampak čas je v bistvu tista kozmična radost, ki ima vsak otrok, ker vsak otrok, kot otrok doživlja čas, to je rast v nekaj lepšega, v nekaj boljšega pričakovanja, neke božanske razodetosti, ki se bo vsak dan na novo odpira, ne dokončno, ampak ves čas, neskončno časa se bo to odpiralo. In to otroci imajo, potem pa, kot je Karel rekel, nažalost, od 90% pade pa na 2%, ker učimo mlade ljudi, otroke o napačnem razumevanju realnosti, da se moramo skozi boriti med sabo proti nekim zverem, mislim, to smo še zmeraj, če gremo mi na nivo živali, neki živali naravni pač imajo, ki se da vsaka brani svoj teritorij, ki se bori za prevlado, ampak če mi gremo, živali so zares v bistvu dobro. Če gremo mi nekako v razmišljanju, živali smo pa slabši kot živali, ker imamo mi preveč neke moči, vso to svojo tehnologijo in da se v sabo pobili. Človek trenutno še ni dosegel, kot smo rekli, še čakamo na to, da bomo tisto, kar naj dobili. Nismo še dosegli tistega, da bi se res tako imenovali kot ljudi. In tukaj mi prihajamo, recimo tista slavna iz hipijevskih časov, Dylanova pesem, pač zdaj mnogo nagrajencev. Dolg časa so to nekako pljuvali po temu, recimo zdaj se mogoče sme povedati, how many roads must a man walk down before he calls him a man. Da se bomo res lahko ljudje imenovali, moramo še se potruditi, da bomo tega prišli, ampak to je ta notranji proces, ki se ga moramo pa z radostjo zavedati, ker smo na tej poti in se mi zdi, da prihajamo zdaj v to skanje, da je zdaj res tako prelomno obdobje, ki smo lahko na nek način srečni, da v tem se dogodimo. Čas prebujanja, kako dopolnjujoča vaša misel na Shakespearova pa Andrej, hvala. Imam to kako misel, razmišljam, kaj ne, prosim. Jaz bi se najprej zahvalil, sem zelo vesel, da sem slučajno v Ljubljani, slučajno sem zvedel za ta dogodek in sem ugotovil to, kar se že nekaj časa človek nekako, to, kar vi pravite, če prideš blizu sebi, da se še ugotavlja, da se ti nekaj dogaja samo po sebi. In bi rekel, to štejem kot en, bi rekel, tak dogodek, ki se mi zdi, da je pač enostavno bil nekako že, kot da bi bil programiran, čeprav je vse teklo slučajno. Potem bi rekel tole, Adija Smolarja, on je slaven, niste slavni, ampak mislim, po naših kriterijih bi človek rekel, ne današnjih. Ko sem se spomnil, ko sem ga prvič slišal, bi rekel tako, nekako bi rekel človek, se zafrkala, pač nima kaj delati, ker rekel, da je poslužno pa poje. Pa sem ga tako tudi vzel, pa sem pa enkrat je rekel, nekje je govoril, je rekel, veste kaj je rekel, mi se ne znamo pogovarjati, mi se ne slišimo, mi se ne razumemo. In takrat mi je, mislim, bila ena taka ideja, ste rekel, tem fanto, to je pa nekaj, to je pa zelo zanimivo, nekako ne gre skupaj z njim, vsem tem videzom in ena taka, bi rekel, tako globoka ideja. Danes, ko sem ga videl to živo in ga poslušal, fantastično se dopolnjuje, res, bi rekel, vi govorite z besedo, on govori z glasbo. Potem bi pa za vas za vas bi imel pa, bi rekel, to vprašanje, recimo. Jaz sem bil vzgojen, bi rekel, v krščanski veri, ampak se rekel, pa 16 letih, jaz se tega več ne grem, Meni pač ne to, zakaj so bili takšni časti, ampak ne vem, potem se poznaj to vse gotovo, kaj me je motilo,
Ampak moram reči, da kot otroka recimo me moti ena stvar, kako sem jaz rojen v grehu. To se pravi, mož in žena se ljubita in zdaj jaz sem omadežovan, pa sem prišel na svet. Zakaj me moram nekdo odrešiti? Tega nisem nikoli razumel in danes pri toliko letih, ko sem že vesil, še zmeraj ne zastopim. Potem sem imel velike težave, bi rekel, ko sem se pogovarjal z drugimi. Moja mati je preprosta ženska, zelo bistra, imela težko življenje. In sem si zapomnil z tistega, predvsem mi je bilo všeč, rekel, pa sej to, kar me učijo zdaj v šoli, ta komunizem, pa sej Jezus, pa sej to je vse enako, samo ti pravijo, da Boga ni, on pravi, da Bog je, ne. In to me je zelo, bi rekel, frustriralo, pozneje sem prišel do tega, sem pa prišel pač tudi do tega, da sem rekel, eno je, sem rekel, tisto, kar piše, kar je nekako Jezus govoril, ampak to, kar prideš v cerkev, ali pa ko vidiš kakšne predstojnike, ali pa ta inštitucija, sem rekel, pa vse to, to je pa spet nekaj zelo drugega lahko, ne. In potem pač človek je jezen, bi rekel, na to institucijo. Sem posebej pa zmeraj vprašal, rečeš, tudi jaz sem neko dobro idejo, lahko jo hočem speljati, pa zmeraj se nekaj sfiži, ne. In sem prišel pač do tega, da je problem, da pač ideje, ali pa so lahko zelo podobne, zelo dobre, problem je, kako jih uresničiti, kako bi rekel to speljati v praksi, ko smo pa vendar tako nepopolni, ne. No in tukaj bi jaz zdaj postavil eno vprašanje, recimo eno konkretno, ki mene zelo moti, naprimer. Vse stranke, vse politike, cerkev, vsi pravijo družina in vi ste rekel solidarnost. In res bratje in sestre. Ampak že tam drugi, prvi sosed, ki pa ni moj krvni brat, ker ni mojega oče in mati ga niso spočela, pa ni več moj brat. Zdaj sta pa mi dva tekmeca, zdaj pa je to divji trg, je družbeni, kot je rekla celo Margaret Thatcher. To sem rekel, kako tega, mene to zmeraj motilo, sem rekel, kako z tega nihče nič ne reče, kako se tem nič ne pogovarjamo. In ne vem, in bi človek rekel tako, jaz sem še eno samo, da ne bom predolg, bom rekel tole, ne. Tudi ko sem razmišljal o veri, o Bogu, vsem tem, pa hodič, pa Bog, in pa sem na koncu gotovo sem rekel, če sem na popolni, pravzaprav to zlo in dobro, zmeraj imamo to boje v sebi. Nepopolnost je že sama po sebi, bi rekel, ta nevednost je nekakšno tlo, ne. In potem pač pravo to, da je kako se zdaj, bi rekel, s tem spopast, ker enostavno jaz ne vidim druge kot preprosto, nikoli ne bomo premagali zla, se mi zdi, ker potem tudi dobro ne bo več dobro, ampak da je verjetno cilj samo ta, da bi bilo to zlo, to negativnost, to bi rekel temu neznanje, ker zmeraj nam bo nekaj manjkalo, da bi to nekako se zmanjšalo in da bi mi to dobro nekako prevladovalo in da bi bila, bi rekel, svet čim bolj dober, nikoli pa ne bo popoln. Hvala. Zastavili ste kar nekaj temeljnih vprašanj. Glede, zdaj pa vam priporočam, da reklamo naredil. V vprašanju greha, trpljenja, krivde, podobi Boga kot tistega, ki terja zadoščenje, sem spisal v knjigi, le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. Ne? Jaz vem, da bi težko živel, če ne bi bral. In v bistvu je branje sopotništvo, ne? Ki prebuja misli in mi omogoča, da mislim naprej. Ne? To vprašanje Bog in recimo v Jobovi knjigi se Bog in hudic sprehajata in se igrata s človekom. Ne? Preseganje te dvojnosti, kajti to, kar je Bog, ni Bog, oziroma rečemo sveto, ali pa ni Bog, ki se sprehaja s hudičem, ne? Ki ga mi pogosto pojmujemo kot tistega Boga. Ne? Bog je nad dvojnostjo. Ne? O tem pa govorimo v knjigi Vstanimo med drugim. Obenem pa nakazujem izhode iz teh zagonetnosti, v katere smo upleteni po svoji naravi, pa potem, ko nas je čas in prostor upletel. Teh 95 let pa verjamem, verjamem, ker niso samo sad teorije, ampak tudi prizadetosti in srca in globina duha, da so lahko marsikomu sopotnik, te teze so lahko sopotnik za osvobajanje. Tudi Martin Luther je pred 500 leti napisal teze.
ampak te teze so bile izziv za spremembo. Jaz sem napisal 95 tez, tudi vi jih lahko napišete, vsak izmed vas mora napisati, dejansko Adis Molar jih piše v pesmi, čeprav jih ne imenuje 95 tez. Ampak misli, ki izzivajo in prebujajo zavest in so v dialogu, tista, bi rekel, neustavljiva moč, kot je pravo Andrej Detela, ki se bo samo organizirala v novost, o kateri ste pa vi prej govorili, ki jo je Shakespeare zapisal v tisto novost, ki se jo težko predstavljamo, jo pa v sedanjem trenutku že mi prebujamo. To je naša zaveza, da prebujamo novost. Hvala za vaše misli. Bo eno vprašanje. Ja. Ko govorite o tem, da se moramo prebuditi iz te iluzije krematizma, to vaš čas, kaj to pomeni praktično? Recimo mlad človek, ki si išče delo, pa je v bistvu se srečuje s tem krematizmom, ki ga je težko najti, ker recimo je prisiljeno to, da si SP ustvarja, ne dobija dostojnega dela. Ne vem, ali to pomeni, da moramo obleke kupiti zavestno, knjige kupiti zavestno, hrano? Kaj to pomeni konkretno, da se moramo dobivati v kroge, pa se pogovarjati o tem, pa objemati, kaj je tisto praktično? Najprej pomeni to, da moramo sploh prepoznati jezik prevare. Kajti oni nas vlečejo za nos, ker mi tega jezika prevare ne razumemo. Zato je ta knjiga 95 pa tudi Vstanimo, da bi sploh prepoznali jezik prevare. Ker se je prevara skrila v, tako kot se je Bog, dejanski Bog, ki ga lahko pišemo z veliko, skril, dejansko ne, ta Bog, ki ga bi mogli pisati z malo, se je skril, ga identificiramo z Bogom, ki ga edino lahko pišemo z veliko in ni mislim, da bom zdaj razlagal, ne. Razumeš, mi moramo prvo prepoznati jezik prevare, kaj je ekonomija, potem pa moramo se, jaz bi rekel, druga stopnja, skloniti se drugemu in se prepoznati kot vredne. Ker nas najbolj manipulira tem, da pa nismo, ne. Mi ne smemo imeti čisto dovolj ali pa ne smemo biti, vedno občutek krivde, nedovršenosti, sami smo krivi, ne. Ta jezik, to treba prepoznati in to premagati v tem, da se sprejemamo kot drugi in drugačni in da se znamo kot drugi in drugačni ovrednotiti in potrditi. Ker vse izhaja, pa naj bo potem ironizacija, samoironizacija, pa ironizacija teh norosti v družbi, izhaja iz samozavesti, ne iz teorije, ampak iz zavesti lastnega jaza, ki jo pa doživimo, ko smo objeti in ko ozavestimo te temeljne principe prevare krematizma. Mi moramo to najprej ozavestiti, ker to ni ozaveščeno. Če bi vi danes gledali dnevnik, bi videli vse, bi sploh ne prepoznali manipulacijo, ker se skriva za jezikom ekonomije. Mi moramo znati ločiti jezik ekonomije in jezik krematizma. Mi moramo to zavestiti, ker mi imamo naflancano glavo, da je ekonomija to, kar ni. In zato so te knjižice in zato je ta knjižica tudi bolj kratka, da bi nas izvala v miselni proces. Sem hvaležen tudi založbi Sanje, da bo prevedena v angleščino. In gre za to. In potem pa seveda druženje, pogovarjanje in izogibati se fanatizmom. Tako kot je rekel Smolar, tisti, ki ti govori, jaz te imam pa zdaj resnico. Zato jaz poudarjam, jaz ne govorim resnice. Jaz hočem prebuditi misel, govorim miselna izhodišča, miselne izzive. Izogibajte se tistim, ki vam bodo odvezli resnico. To so nekdaj počeli v cerkvi, pa tu pa tam še, zdaj pa govorijo to ekonomija. On odveze največja oslarija kot resnice. To je krematizem. To moramo preveriti. Ampak če ne bomo brali, nas bo pobralo. Če ne bomo mislili, nas bodo manipulirali. To se mora človek prebuditi, ampak mi se danes nismo dotaknili, kakšna industrija deluje na manipulaciji in misli. Človeka utruditi do konca, ga izmozgati. Zakaj? Tudi zato, da mu osrediščiš misel samo na način preživetja, v utrujenosti mu ponujati vsebine,
Na svetu deluje samo enih par tiskovnih agencij, od teh poročevalskih agencij, vse ostale samo prevajajo, po večini prevajajo, kar oni plasirajo kot resnico. Te manipulacije je potrebno ozavestiti. Zato je 95 test, ne? Niso samo 3, mi smo se danes dotaknili parih področij, ampak je treba prebujenje, treba delati. Predvsem pa se povrniti k samozavesti, ki pa izvira iz objetosti in sprejetosti v ljubezni. 5.1, to smo že govorili, ne? Iskati pozitivno pri drugem, na tisto eno, kar nas dejansko vznemiri pri drugem, da bomo zmogli skupaj rasti in preraščati v raznolikosti, ki je dopolnjujoča priložnost. Nisem mogel ti odgovoriti, kot bi, ampak lahko vsak čuti, sluti, vsak izmed vas sluti odgovor v sebi, se prebuja. In to je tisto, ne, kar pravi Andrej Detela, kar je neustavljivo. Prebuja se, novost se prebuja in to je ne bojo mogli zadušiti. Hoteli od nas bodo sprovocirati v medsebojno ogroženost, mržnjo, boj in poboj ali pa revolucijo. Sam gledajte, prebujajmo misel, da v to ne smemo, da zato ne smemo izigrati evolucijske napetosti, ki nas navnja nov dan. Še enkrat hvala vsem za vse, za to, kar ste v svoji zgodbi, ker je vsak priložnost. Hvala vam res za nocojšnjo druženje. Adi nam bo zdaj zapel še eno pesem, potem pa vam želim en lep večer. Če bi pa kdo želel, da mu tisto dopišem, pa lahko pride potem sem. Tja. Pomembno je pravzaprav to, da se zavedamo, da v dosti večji meri krojimo svoje življenje sami, kot pa si nekako mislimo. Svoje razpoloženje, naprimer, dostikrat krivimo okolje, druge ljudi, kakorkoli že, zato, da smo zagrenjeni, da smo nesrečni, da smo nevoljni. Ampak jaz globoko verjamem, da to, kar se dogaja, kar ti prizadene, je že prav, da odreagiraš, da ne sme zelo globoko prodreti vase. Zelo pomembno je, da znaš ohranjati prijetne misli, optimizem, prijaznost, da gojiš, da tudi če ti nekdo nekaj naredi, se ne spustiš prepir, ampak bom dejal čisto preprosto. Namesto, da bi se spustil prepir, ga pogledaš in rečeš la 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 la. Ta refren se bo večkrat ponovil. Toplo priporočam, da se ga naučite in da ga uporabljate v vsakdanjem življenju, ker pomaga k boljšemu razpoloženju, pa tudi prebava je boljša. La 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 sem bil mlad, sem bil trapast. Zdaj, ko sem star, sem še bolj. Namesto, da mirno bi živel, s kitaro podim se naokol. Ko pozna ura odbije in ta pridni odpravijo se spat, me najdete sred oštarije, ko ravno začenjam igrati in pojem la 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 la. S pesmijo noč hitro mine, zaigram, kot da bil bi naš tron. Zjutraj pa, če me kaj prime, še pijančkom grem pet na štacion. Tega ne delam zaradi denarja, to delam zaradi srca, ki v ritmu mi glasbe udarja. Udarja mi bum bum bum, ča ča ča, ja. La 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 ženo svarili,
sami bila. Premisli so ji govorili, muzikanta nikoli ni doma. A me vseeno je vzela, bilo revi zelo je hudo. Ni bilo jutra, ko ne bi zapela, vsi so prihajali, a njega ni bilo. Yeah. La 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 bom v trudu in križ me ne bo več držal. Vse, kar na odru bom zgrudil, pa še bolj divje igral. Me bodo v špital odpeljali, to za bolnico dan bo vesel. Zdravniki s sestrami bodo plesali, primari pa z mano bo pil. Kako bo pil takole? La 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 la. Še tako kmalu, sem bolj zdrav, kot pa kaže moj stas. In žilav, pa kaj bi se hvalil, jaz odšel bom od vas zelo počas. Ko me v grob bodo djali, naredile kelnarce bodo špalir, na ploščo pa bodo vklesali, rad je kalil nočni mir. Zdaj pa kalimo mir. La 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 la. Sami zapojte. Preprosta, bi rekel, taka ena. Ja, preprost način za ohraniti zdrav razum, pa dobro srce, la 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 la. Če že drugo ne, če si boste to zapomnili, je ta večer dosegel svoj namen. Je dobro, če tudi knjigo preberete.